Dvakrat na leto premikamo uro. V letošnjem letu smo jo 26. marca iz 2. na 3. uro premaknili na poletni čas. Nekaj dni nazaj, 29. oktobra, pa smo uro ob 3. polnoči premaknili za 1 uro nazaj in prišli na zimski čas. V Sloveniji je standardni čas centralnoevropski čas, ki ustreza zimskemu času. Prvi sporadični poskusi premikov ure so se zgodili v kanadskih mestih med leti 1908 in 1912, a je to veljalo le za lokalno okolje. V ZDA pa recimo ure v določenih delih države niso premikali, zaradi česar je prišlo do zmede. Dogajalo se je tudi to, da so bili premiki krajši ali daljši kot 1-urni, določene države so preskakovale celo po 2 uri. Težava je seveda v tem, da ima vsaka točka na Zemlji drugačen sončen čas. To je tisti kriterij. In dokler pač svet ni bil povezan, niti ni bilo opaziti te težave. Recimo, težava se je pojavila z vlakom predvsem. Tako da pravzaprav je to, kot rečejo Angleži, varčevanje z dnevno svetlobo. Povezano ravno z uvajanjem, oziroma je v določenem smislu povezano z uvajanjem standardnega časa, kar je povezano z voznimi redi vlakov, ker vlak pride opoldne, ampak opoldne je seveda v vsakem kraju bilo različno. Razen tega, da je seveda povsod bilo vedno takrat sonce najvišje, ampak ko je pri nas sonce najvišje, nekje drugje že malo čez ali pa še malo prej. Torej, ti poskusi so se začeli, oziroma predlog je prišel za ta enoten čas, recimo od nekega kanadskega inženirja na železnicah, Sanforda Fleminga, že leta 1878, ampak so potem šele čez nekaj let tudi dejansko udejanjili. V začetku 20. stoletja pa so se pojavile ideje o tem, da bi bilo smiselno izkoristiti večdnevne svetlobe. Neke take ideje so recimo na Novi Zelandiji, bolj znano je tisto v Veliki Britaniji, ko je to začel recimo William Willett razglašati kot neko mantro, pri čemer gre za tudi kakšne bolj prozaične ozadje, recimo opažajo, da zjutraj pri dnevni svetlobi Londončani še spijo, hkrati ga pa je popoldan menda, oziroma pozno popoldan pa motilo ali proti večeru pa motilo, da bo mogel golf prekiniti, zato ker se je pač zmračilo in niso mogli več igrati. Ampak seveda stvar ni bila sprejeta, on je sicer prek nekih poslancev to poskušal, pa ni šlo. V praksi je do prvega premika časa prišlo med Prvo svetovno vojno, najprej v Nemčiji in Avstro-Ogrski, pod katero je spadalo tudi današnje slovensko ozemlje, in sicer leta 1916. Recimo, tule imam zdaj en primerek iz enega slovenskega časopisa iz leta 1916, ki pravi, da bomo imeli od 30. aprila do 1. oktobra poletni čas, potem natančno opisuje seveda tako, kot se še danes opozarja, takrat se zgodi to, takrat se zgodi ono, torej kdaj, ko gremo v poletni, ko prihajamo nazaj na standardni. V času 2. svetovne vojne se ideje o premiku ure obnovijo. 2. aprila 1945 je predsedstvo SNOS, torej slovenska oblast, partizanska oblast, uvedla poletni čas na osvobojenem ozemlju. Namreč na okupacijskih conah je veljal poletni čas, na osvobojenem ne, in za izenačenje so to potem uvedli poletni čas, čeprav seveda ljudje, ki niso bili vezani neke ure, roke in podobno, jih pravzaprav to niti ni motilo, ne tu, ne tam. Ampak že 9 dni kasneje, 11. aprila, to ukine predsedstvo SNOS-a iz razloga, češ, da drugje v že osvobojenih delih Jugoslavije pa niso imeli poletnega časa. Torej so to potem ukinili. V Sloveniji urine kazalce premikamo od leta 1983. Dokončna odločitev, da se ura premika vsako zadnjo nedeljo v marcu naprej in vsako zadnjo nedeljo v oktobru uro nazaj, pa je bila sprejeta leta 2006. Mislim, da smo bili zadnji v Evropi, kot sem nekje prebral. Predtem so to že, predvsem v 70. letih v glavnem v Evropi to že zopet začeli uvajati. Povezana je z naftno krizo in podobne stvari, pač ekonomska mantra o varčevanju, oziroma o manj stroških, manj o varčevanju, predvsem je šlo za manj stroškov. Tako da
spomladi 1983 pri nas uvedemo poletni čas in od tedaj dalje to imamo ves čas. Ob tem pa naj bi nastal kaos. S premikom ure so se namreč premaknili tudi vozni redi avtobusov, kar je povzročilo zmedo. Ta je nastala na različnih področjih vsakdanjega življenja. Kdaj ne pridem po mleko, so spraševali ljudje tiste, ki so pač na kmete hodili po mleko. Ne? Zdaj, a po sončni uri ali po uri na roki ali kako, ne? Kdo je zdaj bil, ne veš, bolj zmeden? Ali krava ali tisti, ki je prišel po mleko, ne? No, vse je kasneje umrilo, torej premakneš uro in ura je toliko, kolikor je, vse ostalo ostane nespremenjeno, ne pa da pač povzročaš velike težave. Ponovno so se v zadnjih letih pojavile ideje o ukinitvi premikanja ure. Leta 2019 je Evropska komisija podala predlog za ukinitev od leta 2021 dalje in odločitev o času uveljavitve prepustila državam članicam. Leta 2018 je na ravni Evropske unije predlog sprožilo tudi javno posvetovanje, v katerem je sodelovalo 4,6 milijona evropskih državljanov. Ukinitev premikanja ure je podprlo 84% udeležencev. Predlog je podprla tudi slovenska vlada. V primeru ukinitve bi tako v Sloveniji celo leto obveljal standardni zimski čas. Kateri čas pa je človeku bolj naraven? Po mojem noben. Itak sta oba dva izmišljotina človeštva. Pač naravno je to, da nekako se orientiramo po soncu. Tudi recimo v očeh nimamo samo senzorjev za vid, s čimer vidimo svetlobo, ampak imamo tudi senzorje, ki samo zaznavajo modro svetlobo in niso povezani z vidnim delom možganov, ampak s hipotalamusom, ki je pač ta nek srednji del, ki ravnava te cirkadiane ritme. In torej predvideva se, da je torej modra svetloba res tisti glavni signal, s katerim v bistvu sploh usklajujemo cel ta naš timing telesa. In zato pač je sonce tako pomemben. Ja. Tako da na koncu, po mojem, predvsem odvisno, kje živiš, torej lega geografska. Se mi pa zdi, da v vsakem primeru bi bilo boljše imeti ali samo zimski ali pa samo poletni, pa se tega držiš, ker tudi, se pravim, smo v manjšini. Evropa, Severna Amerika pa en del Avstralije menjamo ure, medtem ko skoraj cela Azija, Afrika, Južna Amerika pa tega ne dela. V Evropski uniji bomo uro premikali še vsaj do leta 2026. Kljub temu, da gre le za 1 uro premika, pa to vsekakor na človeku pusti posledice. Vsaka sprememba ima negativen vpliv. Zdaj, kako velik, težko reči. Večina ljudi se ne zaveda, da pač vsaka ta neka sprememba bo imela večdnevni efekt. Torej, ne vem, če gremo ponavadi ob 11 zvečer spat, potem gremo v petek ob 4 zjutraj, ker smo pač socialni, bo to imel še skoraj cel teden, bo vplivalo recimo na kvaliteto spanca. Mogoče ne bo slabši, bo pa drugačen, ni nujno, da slabše. Torej, tudi 1 ura zamika zna negativno vplivati. Tako, ker pač spanc ni banka, torej ni nek trezor, kjer mi namečemo noter ure spanca in če je na konc tedna dosežena kvota, smo dobri. Ne, torej, če od ponedeljka pa do petka recimo spimo premalo pa slabo, nam vikend v resnici ne bo pomagal tega popolnoma nadomestiti. Spanec pa je veliko bolj pomemben, kot se morda zavedamo. Spanje je edina prava regeneracijska tehnika, ki se ji ne more približati nobena masaža ali terapija in podobno. Mislim, sama sprememba ure, po mojem, je v resnici mogoče se ne zavedamo, da ima na nas nek vpliv, ker imamo eno epidemijo kroničnega pomankanja pa slabe kvalitete spanca praktično cela moderna družba. Še posebej odrasli, pa tudi mladostniki, nažalost. In mogoče zaradi tega niti ne začutimo, da je v bistvu zaradi tega smo slabše volje ali pa da se slabše počutimo. Grem staviti, da če bi bila cela družba imela urejen spanec, pa bi dobro spali, bi imeli proteste, še posebej spomladi, ko nam 1 uro spanca na silo vzamejo. Tako pa smo ves čas torej utrujeni, nenaspani, slabo spimo in se tiste en dan, tista 1 ura mogoče ne pozna tako, kot pa bi se, če bi bilo stanje boljše. Na srečo, izrazi kot je higiena spanca ratujejo bolj popularni, tako da se ljudje skozi bolj zavedajo, da je spanc pomemben. Sej fiziološko gledano, dihanje je najbolj pomembno, najhitreje umremo brez njega, potem je voda in pred hrano je spanec. Brez hrane ljudi po cel mesec preživijo lahko, brez spanca pa par dni. Tako da, ja, spanje je čudna in zelo slabo še razumljena, ampak izjemno pomembna stvar. Premik ure zmoti naš bioritem in delovanje hormonov. Torej, bioritem, imenujemo ga cirkadiani ritmi, torej kompleksna beseda, cirka približno dan, torej približno 1 dan dolg ritem. Načeloma tako naše telo deluje, ker se je privadilo na to, da živimo na Zemlji, ker je približno toliko dolg čas, že ves čas pač dan.
Torej, imamo vse čas izmenjavo noči in pa dneva in s tem tudi hormonov, ki vse to skupaj uravnavajo. Torej, v možganih imamo nek hipotalamus, ki to uravnava, in notranje ure in vse celice, ki so žive v telesu, se skupaj usklajujejo. In seveda vsaka sprememba bo problematična. Lahko si predstavljamo ta ritem, ki je en tak počasen valovanje čez cel dan in noč. In seveda, če eno ogromno skalo vržemo v to vodo, bomo ustvarjali en kup drugačnih valov in bo kar nekaj časa trajalo, da se spet vzpostavi tista prav normalen valovanje. Zato tudi imamo radi recimo rutino. Rutina je nam super, s tem telo zelo z lahkoto recimo uravnava, ker nekaj, kar se recimo popoldne zgodi, se na telo na to pripravlja že več ur naprej. Zato tudi recimo lahko ali prekrokana noč, ali pa recimo premik ure, neka umetno skrajšana noč lahko pusti negativne posledice. Pri prilagajanju spremembi ure si lahko pomagamo s tem, da se dovolj gibljemo, pijemo dovolj tekočine, se izogibamo uživanju alkohola ter kofeina nekaj ur pred spanjem in namesto poseganju po elektronskih napravah pred spanjem raje beremo ali meditiramo. Za dober spanec pa je pomemben tudi prostor, kjer spimo, ki mora biti zatemnjen s primerno temperaturo, idealno 18 stopinj. Pozorni moramo biti tudi na vzglavnik, ki mora ustrezati naši poziciji spanja, in na vzmetnico, ki ne sme biti premehka.